Dobrodošli na dogodku Energetska samooskrba, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, ki ga organizira Vesna zelena stranka. Vojna v Ukrajini je odprla sicer že dalj časa tleča vprašanja odvisnosti Evrope od fosilnih energentov iz Rusije, predvsem zemeljskega plina in nafte. Tudi v Sloveniji se sprašujemo, kako povečati energetsko samooskrbo. Ob tem je še bolj očitno, da so bile na področju energetike odločitve nekaj zadnjih vlad zgrešene. Iz sončnih in vetrnih elektrarn dobimo samo 2% elektrike, čeprav bi je že danes lahko iz tega vira imeli vsaj 20%, ne da bi morali pomembno spreminjati omrežja. Slabo ali skoraj nič ne izkoriščamo drugih virov, kot so veter, biomasa in geotermalna energija. Ne glede na to, kakšno mešanico virov energije bomo v prihodnje uporabljali, pa so zagotovo najpomembnejši ukrepi učinkovite rabe in sprememba potrošniških vzorcev. Povedano drugače, če ne bomo z energijo ravnali dosti bolj učinkovito, kot to počnemo danes, bomo s katerimkoli virom težko dosegli visoko samooskrbnost. Kako doseči to samooskrbnost, se bom pogovarjal z dvema gostoma. To sta Jure Vetršek. Magister Jure Vetršek je diplomiral na Fakulteti za strojništvo ter magistriral na interdisciplinarnem študiju varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. Izobraževal se je na Islandiji na The School of Renewable Energy Science, specializacija energetski sistemi in politike, kjer je dobil drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe. Trenutno dela na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. V laboratoriju za okoljske tehnologije v zgradbah je 5 let nabiral izkušnje iz razvojno-aplikativnega dela na različnih evropskih projektih. V svojem delu spodbuja interdisciplinarno sodelovanje med akademijo, javnimi inštitucijami, nevladnimi organizacijami in gospodarstvom. Deluje na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v zgradbah preko direktnih pogodb in projektov. Drugi gost je dr. Tomislav Tkalec, ki je vodja programa Energija pri Fokusu, Društvu za sonaraven razvoj. Pokriva širok nabor tematik, kot so učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, decentralizacija proizvodne električne energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti, problematika fosilnih virov in jedrske energije. Trenutno je vključeno izvajanje 3 evropskih projektov, doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani. In najprej bi zastavil eno vprašanje obima gostoma. Zakaj, kje in kako bi morali nemudoma in v čim večji meri pričeti izvajati pa uvajati ukrepe učinkovite rabe energije? Predvsem, kaj lahko naredimo v industriji, stavbah in prometu? In zakaj menite, da se ti pogovori o učinkoviti rabi tako redko omenjajo v javnosti? Ja, lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Vse te tematike so zelo obširne, kompleksne, tako da danes se bomo dotaknili delčkov vsega tega. Ja, za dolgoročno preživetje na planetu rabo energije zmanjšati za 4 do 5 krat. Do 2050 moramo razogljičiti naš sistem oskrbe z energijo, ob tem moramo pa še zgraditi vse sisteme za proizvodnjo obnovljivih virov energije, kar pa spet potrebuje snov in energijo. Kako najbolj enostavno, kar se zdaj dogaja z višanjem cen, pomeni, moramo znižati potrebe. To je enostavno reči, ampak v praksi pa s trenutnim gospodarskim ekonomskim modelom je to mogoče malo težje. Najprej se moramo zavedati, kje porabljamo energijo. Mobilnost, transport je tretjina
doma, gospodinjstva, recimo četrtina, industrija, tretjina, pa še ostaja raba. Kaj lahko naredimo? Na vsakem od teh segmentov lahko precej naredimo. Nekaj se da tehnološko, ker se bomo danes pogovarjali, pa ker bom jaz zastopil, nekaj se da pa sociološko. Zakaj se manj ukvarjamo z rabo, mislim z učinkovitostjo kot s proizvodnjo? Tudi kar kompleksno vprašanje, ampak vedno je lažje investirati v neke večje obrate, ker tam se obrača denar, tam so zraven neki akterji in tam so deleži, recimo investicije se stekajo pač nekam. To vidimo že recimo pri stavbah, jaz se z stavbami ukvarjam. Primarno investicija v učinkovitost je vedno v primerjavi z investicijo v proizvodnjo je podcenjena. Vsak že čisto psihološko razmišljamo drugače, če znižamo strošek ali pa če dobimo nov denarni tok. Naprimer, ali bomo fasado naredili ali bomo postavili sončno elektrarno. To je razlika. Sončna elektrarna je preferirana, ker generira nek denarni tok, ona ga pa znižuje. Ne? Tako na kratko. No? Mislim, da se moramo začeti pogovarjati, slišimo tudi bomo verjetno kaj o energetski revščini pa ljudeh, ki so deprivilegirani, kar se tiče kakovosti notranjega okolja, ampak mislim, da se moramo odpreti debato tudi o ekscesni rabi. Nekaj imamo nekoga, ki si ne more zagotavljati kakovosti notranjega okolja, na drugi strani pa nekoga, ki ima blazno učinkovito toplotno črpalko za ogrevanje bazena. Ne. To nekaj ne gre čisto skupaj. No. Bomo mogoče nakazali kakšne možnosti v tej smeri. Industrija bo več naredila, ker se cene dvigujejo. Mora biti pa vedno tudi pritisk javnosti ali pa naš potrošnikov, ne, če lahko rečemo. Ne vem, če se kdo od nas zjutraj zbudi pa reče, danes bom fajn potrošnik, ne, ampak smo malo bolj kompleksna bitja. Ne. Kar se stavb tiče, ogromno se da pokazali smo tudi na različnih projektih, kaj se da narediti samo z spremembo načina uporabe stavbe, kakšno interakcijo imamo s stavbo, sistemi, takoj lahko 15-20% znižamo, ne da bo trpelo kakovost notranjega okolja. Kar se tiče prometa, so drugi bolj kompleksni, pa seveda investicije v nižanje rabe. Pri stavbah je to dosti enostavno, kar se tiče ovoja, v bistvu vemo vse, tveganja so nizka, kar se tiče sistemov, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave, tam je malo bolj zakomplicirano, ampak tudi to zdaj špila in v bistvu ni kaj kompleksnega. No? Bom ustavil se tukaj pa... Ja, jaz bom pa dal eno podvprašanje. Zdaj, ko omenjamo revščino, pa pravičnost in podobne izraze, se jaz vprašam, a je energetika vprašanje zgolj za energetike, pa tehnično vprašanje, a je tudi družbeno pa politično vprašanje in kaj na tem področju narediti? Ja, odvisno, koga vprašate. Če vprašate osebe oziroma posameznike, akterje znotraj energetskega sektorja, bojo rekli, da kaj bojo pa drugi nam govorili, se mi pa najbolj vemo. Ampak zato smo tudi tu, kjer smo danes, kar se tiče naše energetike. Torej zagotovo gre za zelo kompleksno vprašanje, ne nazadnje tudi, ko govorimo o sami energetiki, gre za sociotehnični sistem, zdaj, če uporabim neko družboslovno terminologijo. Torej ni del tega sistema sam tehnologija in tehnika in inženirsko znanje, ki spada zraven, ampak so tu akteri, torej posamezniki, osebe, moramo že tu gledati na nek sociološki vidik, psihološki vidik tudi predvsem, to je ključna ovira za spremembe, torej spremembe v vseh poljih so večinoma težko izvedljive zaradi psiholoških zadev, ne pa toliko zaradi nekih zunanjih zadev vezanih na tehnologijo in podobno. Torej ja, zagotovo moramo gledati širše in tudi zgolj s celostnim pristopom lahko ustrezno dojamemo nivo problema in šele potem ga lahko ustrezno tudi le s celostnim pristopom začnemo reševati. In tudi mogoče tu ena neka pomanjkljivost izobraževalnega sistema v Sloveniji, tudi univerz ne nazadnje, da se zelo ozko disciplinsko lotujemo problemov, namesto da bi širili to polje in v reševanje problemov in tudi v pridobivanje znanja za študente malo razširili in vključili druge discipline, pa tudi predvsem sodelovanje z drugimi disciplinami, zato da vidimo, da nimamo sami prav. Torej, naš pogled je samo en od mnogih. In zdaj, če je sam naš pogled prisoten pri reševanju problema, bomo s tem zanemarili vse ostale vidike.
Zdaj, če se pa vrnem na prejšnjo vprašanje, Jure je zelo dobro povedal zadeve. Torej, zakaj ne govorimo več o energetski učinkovitosti? Ja, zakaj? Mislim, paradigma razvoja na našem planetu, torej mainstream paradigma razvoja, temelji na tem, da je treba neskončno rasti, da mora rasti BDP, ampak mi smo na omejenem planetu, saj ne moramo. Mislim, že zdaj porabimo globalno gledano 1,4 planeta ali še več v enem letu, torej virov, resursov na leto. Če gledamo samo razvite države ali pa Slovenijo, to pomeni do 4 planete, kar je preveč. In dejansko so države začele razmišljati o energetskih strategijah in s tem tudi o energetski učinkovitosti šele takrat, ko so se pojavile energetske krize in pomanjkanje energentov. Torej v 70-ih 2 krizi, takrat so države šele prvič spostavile neke svoje energetske strategije, zapisale noter, da bo prioriteta seveda učinkovita raba energije, da bo treba razvoj usmeriti v obnovljive vire energije, kriza se je končala, papiri so romali v predalu večini držav, ne vseh. Danska je le primer, kjer so zelo veliko naredili na tem področju in so dejansko tudi imajo zelo veliko prednost primerjalno gledano. Večina ostalih držav je pač šla v ustaljene vzorce predkrizne in podobno se nam sedaj dogaja. Torej imamo energetsko krizo, govorimo o tem, da bo treba nekaj spremeniti, ampak ko bo konec krize, bo večina akterjev šla na enak način delovanja, kot je bil pred krizo. Pa mogoče še to, no, imamo to krizo, kjer se zdi, da prav zaradi nekih izrednih razmer to razogličenje ni več tako pomembno, čeprav je to ena svoja še večja kriza, kot je recimo kakšna druga. Problem je v tem, da pač, ko govorimo o podnebnih spremembah in vsega, kar je treba zraven narediti, to nas, mislim, zjutraj, ko se zbudimo, nas to ne obremenjuje v taki meri, kot nas recimo to, da bo prišel račun, ki bo 200% višji, kot je bil prejšnji mesec, ali pa to vse, kar se trenutno dogaja v Ukrajini. To so pač, ljudje smo kot posamezniki narejeni na ta način, da primarno rešujemo probleme, ki nas trenutno tiščijo. In zdaj, če govorimo o podnebnih spremembah, je to, ok, se nam dogajajo in so že velike posledice, ampak si mislimo, da to bo enkrat pol, pa itak je vse mehko. Žaba se tudi, če jo vržeš v mrzlo vodo, lepo skuha, potem pa niti ne bo vedela. Če bi jo pa v vročo vodo vrgli, bi pa valjda, da ven skakala. Tako da ponovno se vračamo na neke psihološke zadeve in nek naš način delovanja človeka oziroma posameznika. Jure, ko rečemo energija, mislim, da se mi prav to ti večkrat popravil pa naučil, da ko rečemo energija, prepogosto mislimo elektriko. In tudi javna debata je v glavnem o tem, odkot bo prišla elektrika. Ne govorimo pa o drugih vrstah energije, ki so zelo pomembne, pa bi bilo dobro, če o tem kaj rečeš. Pa mogoče še zraven eno vprašanje, ko pridemo do tega, odkot bo prišla energija za vse potrebe v prihodnosti, ker se to kar naprej zastavlja, je, odkje bomo to dobili, odkot bo prišla elektrika, ne govorimo pa o tem, kako se sistemsko pa strateško tega lotiti. No, a je kakšna ideja, kako se tega lotiti? Ja, ideje so stare že 20 let, recimo 10 ali 15 let je jasno in tudi tehnologije so zrele. Mi bi lahko imeli 100% oskrbo z obnovljivimi viri, lokalno razpoložljivimi. Tako da to tehnoloških ovir ni. Mogoče spet energija, tudi transport, se pravi fosilna goriva, to je zelo povezano. Ne smemo pozabiti, kje so vojne, tam, kjer je nafta. Tako v štartu. To je tudi moja osebna motivacija, zakaj sem začel ukvarjati z obnovljivimi viri. In ta industrijsko-naftni konglomerat je vedno neločljivo povezan z vojaškim. In isto je v bistvu za jedrsko. Tudi jedrska tehnologija je bila najprej vojaška, potem je pa civilna raba. Tako da to je neločljivo povezan in ko se pogovarjamo o razogličenju, se pogovarjamo v bistvu tudi o tem, koliko smo samostojni, koliko smo lahko odvisni od nekoga, nekih denarnih tokov ali pa nekoga, ki te potem drži za neki. Energija je končna raba energije, tisto, kar mi rabimo, svetloba, toplota, mehansko delo, je v bistvu, če gledamo Evropo, vse svet je, ni bistvene razlike, pa Slovenija, približno polovica končne rabe energije je toplota, ni elektrika. Recimo v gospodinjstvih uporabljamo dobrih 60% za ogrevanje, pa še pol 15-17% za sanitarno vodo in to je vse toplota. In zdaj
Nas so učili, ne, da je v bistvu greh delati toploto iz elektrike, ne, ker elektrika je čista eksergija. To je najbolj kvalitetna energija, ki jo lahko pretvorimo v katerokoli drugo obliko energije, ali to mehansko delo, svetloba, toplota, karkoli. Ne. In to je najbolj kakovostna in jo moramo pač uporabljati za tisto, ki res rabiš. Ne. Ti recimo nekega motorja ne moreš poganjati na toploto, ne. Ampak za zagotavljanje bivalnega okolja ali pa toplotnega ugodja je pa toplota na temperaturnem nivoju 20-30 stopinj čisto v redu. Ne. Tako da najprej je to, končna raba je večino toplota. In isto pri proizvodnji, mi se recimo, ne, zdaj so zelo aktualne fotovoltaične, fotonapetostne sončne elektrarne, ne, ki so komercialno zanimive, funkcionira. Spet kolektori, ne, po domače povedano, solarni toplotni sistemi so pa bistveno podcenjeni, pa je tehnologija znana že tudi 50 let. Ne. Tudi v Sloveniji so bili proizvajalci, so sistemi še kar funkcionirajo, starši moji imajo 30 let stare kolektorje od stroja in zadeva funkcionira. Se pravi, to so nizko tehnološke rešitve, že samo v bistvu črna cev na strehi že dela, ali pa bojler črno pobarvan na soncu že dela, pač dela malo časa, ne. Če ga zasteklimo je več, če je to vakuumski je še več. Ne. Tako da tudi v Sloveniji so že stavbe, mislim že 15 let, ki se celo leto ogrevajo samo s soncem. Pač imajo velik hranilnik, dobro izoliran, tako da, ja, kot rečeno, promet, elektrika, toplota. To so trije recimo glavni sektorji. Ne. Hlajenje, to je nekaj, kar bo postalo bistveno bolj pomembno, zato ker se zaradi podnebnih sprememb se že ve tudi 10-15 let, da bodo večje potrebe po hlajenju v mestih. Učinki toplotnega otoka, ker se tam, kjer je beton, enostavno povedano, se bistveno bolj pregreva in zato rabiš več hlajenja. Zato rabimo mi zelenje v mestih in podobne. In hladiti znamo pa tudi v bistvu na sonce. Obstajajo, tudi v Sloveniji so že sistemi, ki imamo solarne hladilne sisteme. In te tehnologije so na voljo, funkcionirajo, je samo stvar v bistvu volje, če hočemo to narediti. No. Čigave volje? Odločevalci, jaz sem za tehnični del, ne, za policy mogoče to mi več znal povedati. Ne. Ampak osnovno... Ne, sprašujem zato, koliko je to na voljo recimo skoraj da vsakmu državljanu. Mislim, v Sloveniji smo dobri na samograditeljstvu, imamo veliko znanj, imamo veliko orodja, imamo skupnosti, ki se znajo povezati, naredijo vsak nekoga, ki pozna, ki zna nekaj narediti in že na tem delu se da ogromno narediti. Recimo, konkretno za solarne toplotne sisteme so bile že pred 20 leti programi, kjer so pomagali ljudem, da so si sami zgradili kolektorje. Ne. In takšni zelo zanimiv program. Ne. Ali pa obnove stavb. Te zadeve funkcionirajo, ampak so tako razpršene. Ne. Mi imamo dobro izhodišče. No, tako. Ja, in zdaj, kako iz te razpršenosti, a je kakšna ideja priti na strategijo? Nekaj, da se država, mi kot država in družba odločimo, v katero smer iti in kaj narediti. Mislim, strategije imamo mi kar dobre. No? Tudi NEPN ima eno scenarijev, ki je OVE pa sintetični plin. Ne? In je to že kar razdelano. Mi strategije znamo pisati. Ne? Zdaj drugo je, mislim, znamo. Določene stvari še manjka, seveda, ne? Ampak drugo je pa potem implementacija. Se pravi, dati denar tja, kjer se govori. Ne? A se investira zdaj v neke megalomanske projekte, ali se razprši denar. Ne? To je po moje več izzivno. Ne bi se čist strinjal, da znamo dobre strategije pisati. Zdaj imamo NEPN, torej nacionalni energetski in podnebni načrt, ki ga je Slovenija morala sprejeti zaradi zahteve Evropske unije, torej drugače ga ne bi imeli takšnega dokumenta. Predhodna energetska strategija v Sloveniji, torej NEPN je bil sprejet lani, 2022, začetku leta. Predtem je bila sprejeta 2004 resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki je že naslednje leto 2005 bila obsolet, torej se ni upoštevala. Tudi TEŠ 6 ni bilo noter, recimo. Potem se je 3-krat ali 4-krat še vodil proces priprave in sprejema nove strategije, ali je bila poimenovana energetski koncept Slovenije ali nacionalni energetski program, različna imena, ker se je zakonodaja vmes spreminjala, ampak nikoli ni prišlo do realizacije. Torej, bili so pripravljeni dokumenti, ampak torej, kot eno je, ni volje odločevalcev, ker je prišlo do zamenjave oblasti in valjda je naslednji na oblasti veliko bolj pametno od prejšnjega.
in bo začel vse skupaj na novo. Drugo je pa, da so v večini primerov te strategije dejansko, tudi če so imele neko konceptualno ozadje oziroma neko konceptualno usmeritev, kam bi radi šli, se zelo razvodenele, zato ker Slovenija je majhna država, majhno število akterjev in znotraj energetskega sektorja to majhno število akterjev ima zelo veliko moč. In ko se je začela javna razprava o nacionalni energetski strategiji, katerikoli že vmesni teh treh, so prišli plinarji s svojimi interesi, pa rekli, tole bi moralo biti noter vključeno, pa HSE s svojimi interesi, pa Gen energija s svojimi, torej Petrol s svojimi, vsi veliki akterji in na koncu je bilo vse noter. Torej, ne vem, potem niti ne rabimo strategije, če se upoštevajo želje vseh, in na koncu itak ni strategije, to je brez koncepta bilo vse skupaj. Tako da vsaj to je dobra stvar NEPN, da je bilo vnaprej zahtevano, kaj vse mora vključevati, torej kam se je treba usmeriti. Ne morem reči, da je zelo slab dokument, ampak ne morem ga tudi pohvaliti, sploh kar se tiče ciljev na področju obnovljivih virov energije. No in zdaj v to bi jaz pripeljal, ker se s tem ukvarjate, še to demokratizacijo energetike. Zdaj poslušamo o raznih skupinah, ki so skušale skozi strategijo uresničiti en svoj interes, kaj pa se pa, če govorimo o skupinah, pa v lobijih, pa združenjih, a je to tisto, kar je demokratično, pa zdaj malo provokativno vprašanje. A živimo v demokraciji, če energetika ni demokratizirana? Dobro, ne vem, če lahko odgovorim čisto na to vprašanje, ampak dejstvo je, da je energetski sektor in akteri znotraj tega energetskega sektorja so bili dolgo, recimo temu, samozadostni. Torej razvoj celotnega sektorja in vsega, kar pride noter, pa zdaj bom večinoma govoril o elektroenergetskem sektorju. Torej par ključnih akterjev v Sloveniji je usmerjalo razvoj. In zdaj, se nimamo veliko akterjev, na odločevalsko mesto ponavadi prideš iz državnega energetskega podjetja in potem na funkcijo, na ministrstvo in potem se tudi vrneš v eno od teh podjetij. Znano v zadnjih 2 tednih, recimo. Kaj to pomeni? Torej, da bo osnovni princip delovanja, če priješ iz enega podjetja, preneseš to svoj imaginarij, svojo mentaliteto, svoj način razumevanja razvoja na odločevalsko mesto in boš tudi tam delal v tej smeri. In kaj se nam dogaja? Torej, prejšnje desetletje je bilo zelo zaznamovano s projektom TEŠ6. Torej, ni bil nobeni energetski strategiji, nobeni. Naknadno je bil vključen potem med neke projekte vlade, ne vem, zraven Luna parka pri Ptuju, pa tegale otoka v obliki delfina pri Izoli, pa TEŠ6, pa še polno nekih drugih zadev. In to imamo 2 državna podjetja, ki proizvajata večino električne energije v Sloveniji. Imamo cilje v Sloveniji za OVE, recimo, če govorimo za obnovljive vire energije, torej k tem ciljem ti 2 državni energetski podjetji ne prispevata skoraj nič. Eno se je ukvarjalo desetletje in se še bo s projektom TEŠ6, torej kurjenje premoga in kako sanirati vse posledice te odločitve in izvedbe projekta. Drugo podjetje forsira NEK2. V naslednjem desetletju mora pa Slovenija izvesti zelo veliko tega, da bomo končno dosegli vsaj, pa ne bom rekel povprečje, ampak neko to spodnjo tretjino razvoja drugih držav v Evropski uniji. Sam če povem en podatek, torej prej ste navrgli, da Slovenija iz vetra in sonca skupno proizvede približno 2% električne energije. Vse države Evropske unije proizvedejo več električne energije iz sonca in vetra skupno. Vse, torej Slovenija je zadnja. Kakšne novice slišimo v zadnjem mesecu? Zmanjkalo denarja za subvencije, za sončne elektrarne, ne plačujemo omrežnine 3 mesece, kar pomeni še manj vlaganj v razvoj omrežja, torej namesto, da bi država sprejela odločitev, da ni treba plačevati davka na električno energijo, recimo na računu, je sprejela odločitev, da se malo blokira razvoj oziroma prestavi v prihodnost razvoj omrežja. Novice, da itak ni možno priklopiti vseh sončnih elektrarn, ker omrežje tega ne zmore več. Ampak Slovenija ima najmanj
elektrike iz sonca in vetra v Evropski uniji. Kaj se pa v drugih državah dogaja? Ne, živimo v paralelnem vesolju, ali je nezmožno pri nas narediti takih zadev. Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, torej primerjalno gledano z drugimi državami je naše elektroomrežje precej majhno. Majhnost pomeni dve zadevi, da so spremembe možne in se jih da hitro uresničiti, ali pa da spremembe nikakor niso možne. Pač mi smo na tem drugem polu. Zakaj smo na tem drugem polu? Gre res za nekaj tehničnega ali gre spet za pomanjkanje volje ali pa za interese? Zagotovo ne gre za tehnično. Mislim, če povem primer Danske, ko so začeli uvajati vetrno energijo, takrat so upravljalci omrežja rekli, ok, 5% elektrike na državni ravni oziroma na letni ravni imamo iz vetra, kar bo nad tem, se bo omrežje sesulo. Ampak razvoj upravljanja omrežja gre naprej. So prišli do teh 5%, so rekli, ok, to še gre, 10 je pa res maksimum. So prišli do 10, ok, ne samo 20% je pa res maksimum. Ok, 60% imajo trenutno. Pa laufajo. Seveda so povezani z drugimi državami in podobno. Torej, ne gre za... Seveda je nekatere tehnične rešitve težko implementirati in pri implementaciji se pojavljajo problemi, ki jih je treba potem sproti reševati, ampak dejansko osnovni problem in zaviralec sprememb je na tem družbenem polju, družbenem in političnem in na ravni posameznika oziroma njegovega imaginarija. Če bi imeli na odločevalskih ravneh posameznike, ki se zavedajo vsega, kar se dogaja v razvoju na tem področju, bi se dalo precej tega spremeniti. Ampak če par let nazaj je bil direktor direktorata za energijo na ministrstvu, takrat so sprejeli uredbo o samooskrbi, ki je cel svoj mandat tam oziroma cel čas, ko je bil na funkciji, vztrajal, da se to ne splača. V mestnem času je GEN-I 1000 elektrarn takih postavil, ker se baje ne splača. In to je oseba, ki bi mogla biti odgovorna ne samo za razvoj sektorja, ampak tudi za promocijo, za to, da dobi cel sektor pozitivno konotacijo, da se začne nekaj razvijati, da pomaga pri razreševanju rešitev. Gremo kljub vsemu skozi tehniko nazaj na to, kaj še družbeno narediti in zdaj prav tehnično gledano. In to sprašujem, Jure, zato, ker govorijo, sej to je tisto vprašanje naprej, a je to vprašanje samo za tiste, ki se spoznajo energetiko in bodo že inženirji povedali ali bo kdo drug, ampak prav kaj tehnično je pametno narediti ali pa tisto, kar bi v Sloveniji morali narediti, da obnovljivi viri energije postanejo del rešitve. Ja, najprej začetek, kar so me naučili sodelavci antropologije, da recimo pri stavbah, jaz sem skozi govoril, stavbe porabljajo energijo, ne? Pa ni res, ne? Ljudje rabimo energijo. To je izhodišče, ne? In to je pa povezava. Ne? Kar se tiče našega sistema, recimo sam elektro je zelo dobro povezan, ne? Na vse strani. Tako da tudi so kakšni izredni dogodki, kot je ustavitev jedrske, pa nismo v temi, ne? Ker smo verjetno mogoče celo boljš povezan kot kakšna Danska. No? Tako da imamo neko, jahamo na valju obnovljivih virov, velikih hidro, ki so se začele delati 100 let nazaj in to se nam zdi, da je še blazno dobro. Ne? Zadeva je, rešitve, ja, kot rečeno so. Recimo 2019 je IRENA, Mednarodna agencija za obnovljive vire, že je bilo jasno, da so za nove kapacitete proizvodne elektrike so najcenejši veter pa sonce. To se že ve in zdaj je pač sam še boljš. Ne? IRENA. Mednarodna agencija za energijo, ki velja za zelo konzervativnega akterja in vedno daje prednost fosilnim virom in jedrski, tudi oni, pa vse finančne svetovalne globalne institucije. Ja, skratka, najcenejše, zato pa se tudi to dogaja. Ne? Pri nas imamo izziv je, kam postaviti recimo vse te zadeve in tudi te debate se odpirajo. Ne smemo vsega pozidati, ker imamo zelo lepo naravo, Natura 2000 tako naprej. Ampak mi se moramo zavedati, da imamo samo na strehah, parkiriščih pa recimo še degradiranih območjih skoraj 2-kratnik trenutne rabe potencijala za fotovoltaiko. Tehničnega potencijala. Dajva to še enkrat ponoviti, se pravi, ne na vseh strehah v Sloveniji, ampak... Na strehah, parkiriščih pa degradiranih površinah. Imamo skoraj 2-kratnik, ali pa ne vem,
27 tera, raba je pa ne vem 16 tera, ne, 15 cirka. Tako da potencial je, seveda, ne bomo pol prijemo do tega, da sonce sije podnevi, pa od januarja, ne, ampak tudi neki imamo potem rešitve za doma, baterije, potem imamo rešitve na ravni trafo, ker se pač pogovarjamo o tem, ko ne moramo preklapljati novih, ne, ampak tudi tukaj so rešitve. Tudi v Sloveniji že imamo demo case, kot so luče, kjer se da preseči te izzive z integracijo večjega deleža. Drugo je, da elektrodistribucija je zelo konzervativna, ker postavili so sistem spet pred 100 leti, ga zelo kvalitetno upravljajo. Mi imamo enega top 3 na svetu, kar se tiče zanesljivosti oskrbe z elektriko. Ne. Tako da mi smo šokirani, če se zgodi, da elektrika zmanjka za malo časa. Ne. To se bo spreminjalo, ne zato, ker bo obnovljivih virov več, ampak zato, ker je ekstremnih pojavov bo več. Ne. Tako da rešitve so doma, poenostavljeno povedano je to, da imaš baterijo za čez noč. Na letni ravni je pa ravno zato že omenjeni sintetični plini in sintetična goriva. Se pravi, iz presežkov proizvodnje elektrike iz sonca shranjujemo tako, da delamo vodik, ga vtiskujemo v plinsko omrežje ali pa delamo sintetična goriva. In to bo nekaj, kar prihaja. In to je nekaj, kar lahko potem tudi te medletne fluktuacije v sistem pokrijemo. No. Koliko daleč smo od tega, da bi ta vodik zares zaživel, ker je očitek pogost, da je to še daleč in neka prihodnost, ki se zdi sanjska. Na tem se dela že dolgo. Cene so pa zdaj v zadnjih tednih vse bolj konkurenčne. In tudi Evropa ima strategijo za vodik, gre se v to, so celo ogromni razpisi za to. In zdaj spet, a bo Slovenija v to šla, Hydrogen Valleys so eni te cel skupek razpisov, ki se o tem ukvarjajo. Zdaj, a se bomo pri nas s tem ukvarjali, pa recimo lokacije, kot so Velenje ali pa Trbovlje, kjer so že veliki obrati, ki so že dobro povezane, izkoristili za to ali ne, to je drugo. Ne. To ni vodik, ne bomo doma delali, se razume. Ne. Ampak elektrolizeri so komercialni, so na voljo, pripeljejo par kontejnerjev in to je to. Ne. Isto kot baterije, tudi v Sloveniji imamo velike baterije, megavatnega rangea pri Jesenicah, ne, ki so ga zasebni investitorji postavili. Tako da te tehnologije so in postaja zdaj, a gremo v to, a se ukvarjamo s tem ali ne, je samo to vprašanje. Samo ena še, kar se tiče umeščanja, strehe niso noben problem. Ne. Jaz nisem pristaš tega, da postavljamo v naravo, fotovoltaiko naprimer, ne. Zato tudi, če je degradirano območje, ker imamo na strehah dovolj. Plus s tem nimamo izgub prenosa. Drugo je recimo veter, vetra moramo postaviti nekaj, ker je zelo komplementaren z soncem. Ko ne sije sonce, piha veter, no, poenostavljeno povedano. Sej zadeva je bolj kompleksna, ne, seveda, ampak imamo hidro in vse to se da zelo lepo balansirati, če govorimo samo o elektrosistemu. Ne. Kar se tiče pa oskrbi s toploto, imamo pa že tako nekaj daljinskih sistemov ogrevanja. Les je že tako tradicionalen vir na podeželju, pač pri tem moramo sam paziti, kako je z emisijami, da ne bomo tam, kjer ni prevetreno, preveč svinalno, poenostavljeno povedano. Dobro, Tomislav, kaj pa so skupnostne elektrarne in zakaj so pomembne? Ja, zadeva se je začela razvijati seveda v drugih državah, ampak nekako skačemo na ta vlak. Torej, vse je ok, če ima posameznik oziroma družina svojo hišo, kjer lahko zgradi svojo sončno elektrarno. Je super. Ok, kaj pa tisti, ki živijo v blokih? Kaj pa občinske stavbe? Ne vem, šole, telovadnice, ne? Kako pa izvajati projekte tam? Občina kot lastnica teh objektov mogoče ima željo, v večini primerov pa nimajo sredstev za izvedbo česa takega. V določenih primerih seveda gre, ne pa vseh. In zato smo začeli delati precej na sami tematiki skupnostnih projektov, torej, kjer se več posameznikov, več akterjev, ni važno, so fizične osebe ali pravne, pač skupaj izvaja projekt. Torej so ali na nek način solastniki ali so uporabniki recimo sončne elektrarne. Zdaj, ene par primerov imamo v Sloveniji, mi trenutno razvijamo ravno v Hrastniku skupaj z občino nov projekt, ki bo največja skupnostna sončna elektrarna in prva skupnostna zadružna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji. Veliko pridevnikov, da bo lahko prva. Ja. Da smo lahko dali prva ta. V glavnem šlo bo za precej veliko zadevo, 300 kW. Naslednji teden ustanavljamo energetsko zadrugo Zeleni Hrast skupaj z občino
In dejansko zaradi omejitve te naše uredbe o samooskrbi, trenutno se je sicer spremenila in je na dva načina možno izvajati take projekte, ampak mi bomo šli po ta starem, ker je finančno bolj ugoden. Torej bojo lahko pristopili sami posamezniki oziroma tisti, ki imajo odjemna mesta znotraj te transformatorske postaje, kjer je priključena šola. In dejansko bo občina šla z objektom šole noter, torej da se pokrije poraba šole, poraba občinske stavbe, ki je tam 100, 200, 300 metrov stran. Ostale zadeve bomo pa potem vključevali lokalno prebivalstvo, ki bojo lahko vstopili v projekt, torej dali bojo nek začetni investicijski strošek, bo za njih majhen, ostalo bo subvencija plus kredit in bojo imeli garantirano zelo nizko ceno električne energije do konca življenjske dobe. Torej, na nek način so skupnostni projekti poskus še večje aktivacije na področju sektorja obnovljivih virov energije, da se izkoristijo tudi lokacije, kjer ni možno postavljati nekih individualnih, torej v individualnem lastništvu. Na ta način se koristi porazdelijo, razpršijo med v tem primeru lokalne prebivalce, obenem so pa tudi lokalni prebivalci bolj dovzetni za take projekte, ker vidijo, da prinašajo koristi. Zdaj, če povem primer, recimo, kako so razvijali sektor rabe vetra na Danskem, torej tam je bilo že v zakonodaji, da investitor, ki je hotel nekje zgraditi ali vetrnico ali vetrno polje, je moral že v štartu 10% financ zagotoviti strani lokalcev. Torej na ta način je moral delati z njimi, ne priti samo, ok, mi smo pripravili projekt, ga PR-ovsko predstaviti, potem se pa čuditi, zakaj so vsi proti, kot se pri nas dogaja v večini primerov, ampak je dejansko od začetka moral delati z njimi, optimizirati projekt ne samo finančno in tehnično, ampak tudi družbeno, okoljsko, zato da je ustrezal tudi lokalcem, jih vključiti, oni so postali solastniki in dejansko generirajo prihodke tudi na ta način, zato so tudi bolj dovzetni za te projekte, obenem pa zagotovijo, da bo družbena in okoljska sprejemljivost teh projektov. Torej, pač gre za to, da se poda možnost vključitve večjih akterjev, obenem pa, da so ti projekti bolj sprejemljivi. Dobro, bi vprašal še Jureta, zelo veliko govorimo o solarni energiji, se mi zdi kar podcenjujoče, da vetra nekako ne maramo, mogoče tudi zato, ker ne maramo gledati vetrnic, ki nas v drugih državah ne motijo, ali mogoče izzivam. In pa začel si govoriti to o izrabi lesa oziroma biomase, ne v teh domačih kuriščih, ampak na drugačen način. Koliko sta ta vira pomembna in koliko je les za nas pomemben, ker Slovenija je gozdnata država? Ja, meni osebno so recimo drogi daljnovodov bistveno grši, ne, kot vetrnice. Zdaj to estetsko vprašanje, ja. Ja. Sigurno so lokacije, ki so ugodne z vidika varovanja narave in so ugodne z vidika potencijala, tako da tudi v Sloveniji. In tako jaz mislim, da rabimo nekaj 10, če ne nekaj 100 megavatnih vetrnic, ker tako bomo lahko prišli v pravo smer. Kar se tiče lesa, veliko se pogovarjamo, koliko imamo tega lesa, ampak če ga začnemo uporabljati za recimo teoretično, da bi pokrili vse naše potrebe po energiji z lesom, mi v manj kot 10 letih posekamo vse. Tako, za občutek. Ne? Ni toliko veliko tega. No? Zdaj, les primarno, to je shranjen ogljik. To je energija sonca. Ne? In moramo delati stvari iz lesa, ker tam je shranjen ogljik najprej. Ne? Ostanke lahko skurimo, boljše, kot sem že prej začel govoriti, od eksergije, se pravi vidik kakovosti energije. Če že kurimo les, proizvajamo elektriko. Potem z tistim deležem, ki pa ostane, pa ogrevamo. To pomeni daljinski sistemi. To doma težko delamo, oziroma niso še zelo zrele tehnologije. Se pravi, in isto daljinski sistemi po vaseh, v strnjenih naseljih, to so lahko 3 hiše, 5, 10, so po istem principu skupnostnih sistemov lahko narejeni. Ne? Daljinski sistemi ogrevajo na lesno biomaso. Naprej, tako so vetrnice, tako so sončne elektrarne, ne? Smo slišali. Tako da to je isti princip lahko. Ne? Kar se tiče sonca, shranjevanja je toploto znamo shranjevati, prej smo tudi na letni ravni znamo shranjevati, imamo tudi daljinske solarne sisteme.
Po svetu večino je Nemčija, Danska, Švedska je to, že tudi 20 let to špila. Pač hranilniki morajo bistveno večji biti, nižji temperaturni nivoji so, tudi sistemi ogrevanja niso pol več 90 stopinj, ampak so nižji, ampak z izolacijo stavb vse to se da. No. Tako da les pa poudarjam, zgorevanje povzroča emisije in tudi povzroča toplogredne pline v resnici. Ne. Podnebje je vseeno. Mi računsko rečemo, da les je nevtralno ogljično, ne, ampak cikl je 100 let, ne, ali pa ne, 50, da zraste drevo. Tako da boljše ne kuriti ga, če ga pa že kurimo, je pa treba elektriko proizvajati zraven, ker imamo visoke temperature, da ne izgubljamo. No. Tako da na kratko. Ja, seveda. Jure je prej govoril o potencialu sonca, to je iz študije Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, torej tam so ocenili potencial sonca na približno 27 teravatnih ur na leto, kar je skoraj dvakrat porabe, ampak številka je verjetno nižja, zato ker so vključili tudi kulturno zaščitene oziroma spomeniško zaščitene stavbe in drugo, ampak sploh ni važno, ker je še vedno 10 plus teravatnih ur potencijala, kar je zelo, zelo veliko. Obenem je Tehnična univerza na Dunaju izvajala en projekt, kjer so ocenjevali tudi potencijal vetra in so v Sloveniji naračunali tudi za 10 teravatnih ur potencijala vetra. Sem vprašal avtorja, da ni to malo preveč za Slovenijo. Rekel, mogoče malo je, ampak so upoštevali in Naturo 2000 in podobna področja, kjer se ne sme graditi in zadostno oddaljenost od naselij. Verjetno je ta številka previsoka, ampak vsaj tudi, če je polovica od tega govori o tem, da imamo potencijala, torej ni res, da Slovenija nima potencijal za vetra, imamo ga, ni primerno na vseh lokacijah, potrebna je okoljska in družbena sprejemljivost, ampak kako to doseči, pa kako s tem delati, upravljati to dvoje in vključevati javnost, stroko iz teh področji, je pa mogoče ena zadeva, kjer pa podjetja, investitorji pri nas, vsaj ta večji, še nimajo dovolj znanja. In zato se nam lomi. Pa tudi, ko gledamo, ne vem... Katerega znanja moram vprašati? Ja. Torej, eno je družboslovno znanje, ki ni zgolj PR, torej, da mi komuniciramo navzdol, ampak je treba znati vključevati javnost. Torej, treba ker znati delati. Ponavadi so lokalci proti. To inženir pač nima teh znanj. Tako kot družboslovec nima inženirskih znanj. Ampak je treba nek celovit pristop. In treba se zavedati tudi, da samo podjetje nikoli ne bo imelo vsega znanja in je zato treba vključevati tudi druge strokovnjake iz drugih področij, iz drugih organizacij. In en tak primer je, kjer je šla zgodba, ne vem, pozitivno naprej. Torej, Volovja Reber kot primer, da se veter pri nas ne da uporabljati, ampak zakaj? Zato, ker niso upoštevali okoljskih vidikov in se je izkazalo, da so ti zelo, zelo relevantni v tem primeru. Ampak DOPS, torej Društvo za opazovanje ptic, ni a priori in absolutno proti vetrnicam. Oni so rekli, ne, lahko se jih postavlja, ampak na ustreznih lokacijah. In so tudi pripravili potem zemljevid. Torej, država je imela v sklopu pripravljenega od teh energetskih konceptov v Sloveniji narejen zemljevid, kjer so označili lokacije z dobrim potencialom za veter. No, oni so dodali gor še en sloj, kje so pa okoljsko oziroma za naravo sprejemljive lokacije. In dejansko je bilo neki precejšnje število lokacij, ki so ustrezne, tudi iz tega stališča. Seveda je treba dodatne analize delati, ampak zdaj ponavadi je tako, da če se investitor hoče lotiti kakega takega projekta, bo zagotovo poklical DOPS, da se tudi ta zadeva razčisti pri specifičnem projektu. Dobro, še dve področji sta, ki sta energetsko zelo pereči pa pomembni. Mogoče se najprej dotaknemo industrije. Industrija je velik porabnik energentov. Kaj je bilo tukaj narejenega oziroma kaj je predvsem treba narediti v prihodnosti? Ja, tretjino končne pa polovico elektrike industrija porabi v Sloveniji. No, tako mogoče za razumevanje, samooskrbnost niso samo gospodinstva. Ne. Eno podjetje porabi 10%, to je za občutek toliko, kot je predlagana gradnja 10 hidroelektrarn od Ljubljane do Hrastnika. Ne. To dolino je pač ena od idej, da bi jo zradirali, postavili toliko elektrarn, to pa porabi eno podjetje, ne, to je Talum. Pač, mi se moramo zdaj vprašati, rabimo proizvodno primarnega aluminija v Sloveniji, mogoče jo rabimo, ne vem, ampak
vedno so še drugi eksterni stroški in koristi, ni samo pač tista finančna bilanca, ne, in to bi mogla država zasledovati. Industrija je uživala zelo nizke cene skozi, ker je s tem se nek dumping do konkurence delal. Ta veliki porabniki so pač cement, jeklo, aluminij, papir, in to so vse energetsko intenzivne industrije. Ker so imele nizke cene, so bili bolj konkurenčni, ampak v tem so bili pa tudi bistveno manj motivirani, da se karkoli naredijo na tem. Ne. Mi smo imeli tukaj pred 2 leti, po moje, dogodek, smo se pogovarjali o tem, popust za izpust, se mi zdi, da je bil naslov. Zaradi poceni energije se industrija sploh s tem ni ukvarjala, ker je, če se hočeš šteti aktivno energetsko upravljanje, energetski management, moraš imeti prvič podatke, moraš imeti ljudi, ki poznajo tvoje procese, moraš redno nekaj delati, obstajajo standardi za to, ne. Znanje je tudi v Sloveniji, ne, ampak ni bilo še potrebe. Industrija se zdaj obrača, ne, ker se cene dvigajo in se bo to na hitro zmanjšalo. Mislim, ne bo se to prepolovil, bo se mogoče, če se bo kaj ustavljalo, ampak na tem se bo delalo. No. In se že ni. Moramo se pa zavedati, da pri nas ni samo industrija, ampak tudi malo gospodarstvo, te MSP-ji, ne, in tudi tam je še potencijala ogromno. Stvar pa je, da oni ne morejo pa določiti enega človeka, ki se bo samo s tem ukvarjal. Ena velika proizvodnja ima lahko samo to, ne, in pač poveže z vzdrževanjem. Tukaj je pa potem stvar, kako bomo opolnomočili te ljudi, ki delajo recimo vzdrževanje, ki so hišniki in tako naprej, da bodo imeli ta znanja, da bodo to delali. To je možno samo, to je že tudi standard 501, ki se ukvarja pač sistem energetskega upravljanja, pove, odločevalci morajo biti za. Če imaš ti top management za, potem se to prije naprej in imaš klasično plan do act check, menedžersko zanko in se to špila. No. Imamo že primere, kjer to lepo špila, ni pa to še zelo široko, ampak mislim, da prihaja. No. Koliko je pa to strateško naslovljeno strani države? Mislim, po mojem poznavanju nekaj veliko. Govori se vedno o tem, ne? Povsod, ampak prakse pa ni kaj precej. Ne bi na široko, ampak na isti dan, kot je bila sprejeta odločitev, da bojo podelili energetske vavčerje za socialno ogrožena gospodinjstva zaradi zvišanja cen, no, so spremenili tudi zakon o varstvu okolja, ne, kjer so dali noter subvencije za energetsko intenzivno industrijo, ker ne zmorejo več plačevati takih stroškov za energijo. Torej, namesto da bi se jih motiviralo in dalo ta sredstva za ukrepe zmanjšanja rabe energije, dejansko dobijo subvencije oziroma pomoč pri plačilu računov na ta način. In zato bo šlo veliko več sredstev, kot pa za energetske vavčerje za gospodinjstva. Torej, precej več. Toliko strategiji. Ja, to je dejansko neka strategija, vprašanje pa, če je dobra. Kaj pa promet? Zdaj, promet tudi rabi energijo, povzroča kopico ogljičnih izpustov, kako ga nasloviti? Se vem, to je tako široko, nespecifično vprašanje, ampak bom še kaj podvprašal, če bo treba, dajmo nekje začeti. Zadeva je zelo problematična. Namreč promet in energija sta na istem ministrstvu, ampak ne zgleda. Sploh, ko pride do recimo temu energetsko-podnebnih načrtov, se promet ne naslavlja celostno. Torej, gleda se ga izključno skozi porabo energije in ne vključuje dejansko skoraj nobenih drugih ukrepov, ki bi bili potrebni. Torej, zdaj porabljamo tok in tok energije, bencina, zdaj del tega bi zamenjali z bioenergijo, ampak ne bomo pa naslavljali same recimo temu navade ljudi, dejstva, da se 1,1 potnik pelje v avtu vsak dan, dejstva, da prije več kot 100,000 avtomobilov v Ljubljano vsak dan in na kak način spremeniti način razvoja. Torej, Slovenija od začetka, od samostojnosti naprej delala striktno na motoriziranem osebnem prometu. Torej, razvoj avtocest, kar je seveda prineslo posledično k temu, da še bolj razpršeni proizvodnji, k temu, da ni možnost in potem posledično, da ni možno vzpostaviti nekega
smiselnega javnega potniškega prometa zaradi te razpršene proizvodnje, torej ni možno speljati avtobusa do vsake hiše na svojem hribu in zdaj smo v nekem catch-22, torej kje začeti naslavljati zadeve. Ali prvo izboljšati infrastrukturo za javni potniški promet ali pa začeti navade. Ampak nekaj se je začelo zdaj premikati na polju železnic, sicer zelo prepočasi, ampak pol je pa to politično vprašanje, ta druga zadeva. Torej, v Sloveniji zelo veliko sredstev na mesečni ravni gre za plačilo potnih stroškov zaposlenim. Zelo veliko. Odločevalec, ki bi se odločil to spreminjati na slabše, ne bo več izvoljen, zagotovo ne. In kako nasloviti pol ta problem, zato da bi, ne vem, mislim, odločevalec bi harakiri naredil, če bi šel v kako tako odločitev. Je pa nujno potrebna. Nujno potrebna, ker če ne bomo te zadeve spremenili, pač ni možno doseči neke spremembe. Zdaj, ali se gre, najbolj smiselno bi bilo, da vsi državljani imajo letno karto za javni potniški promet, ki bi seveda mogel funkcionirati precej bolje kot sedaj. Od tega smo precej oddaljeni. Ja, in še malo zaljubljeni v avtomobile. Ja, Jure hoče nekaj res. Mislim, da je tudi ta sociopsihološki moment. Ljudje delajo tudi 2 do 3 dni na teden za avto. Ne. Zdaj, a je to smiselno ali ni. In zadeva je bolj kompleksna, no, kot samo to osebna mobilnost. Zato rabimo veliko drugih disciplin še zraven, ki bojo o tem kaj povedali. No. Samo to. Jaz bom dodal še en podatek, ker zdaj ne morem biti 100% prepričan, v njega sem ga pa slišal takrat zelo tako jasno izgovorjenega, da imamo baje najbolj zavarovane avtomobile v Evropi, Slovenci. Pa naj priča malo, vem, o zaljubljenosti v naše avtomobile. Javni promet je odgovor. Sigurno, ja. Pa prvo je naglasiti potrebe po mobilnosti. Ne. Vedno, če se pogovarjamo o načrtovanju za ljudi ali k ljudem usmerjen razvojni pristop, ali karkoli, kaj je potreba po mobilnosti? Ja, na določene stvari moram iti v Ljubljano, ker pač jih nimam tam, kjer sem doma. Ne. Delo nadaljavo. To je povedal s potnimi stroški, ki je Tomi rekel. Decentralizacija razvoja. Drugo je delež vožnje tudi za brez veze. Ne? Res treba je 4-krat na teden trgovino in tako naprej. Ne? Ampak to se bo iznihalo, ker bo pač toliko drago. Ne? Jaz sem bil šokiran nekaj tednov nazaj, ko so bile napoved podražitev nafte. Bila, ne? Jaz sem videl na 2 črpalkah tam okrog take kolone, ki so v življenju še nisem videl. Ne? To je tako več 100 metrov kolone, tako da so se semafori ustavili. Premlad sem mogoče, ja. Ampak smisel, kaj se dogaja, nekaj jaz ne vem, ne? Pa se je pač podražili za, ne vem, 30 centov, 50, nekaj, ne? Tako da, ja. Bi sam še dodal, da torej tudi izvedba samih ukrepov je zelo, oziroma najbolj pomembna. Integrirana vozovnica za javni potniški promet. Torej, to je projekt, ki je tekel, zaklel bi, ampak ne bom, več kot 10 let, da so vzpostavili to in potem so še 2 leti rabili, da to kakor tok deluje. Torej, več kot 10 let. Slovenske železnice vzpostavijo spletno prodajo kart za vlak in je to veledogodek ne leta, 2 desetletij za slovenske železnice. Na kaj so pa pozabili? Na uporabnika te spletne strani. Jaz, če bi hotel iti iz Ljubljane v Velenje, ne morem kupiti karte, ker lahko, se so zdaj spremenili, ampak sem lahko kupil sam karto do Celja, pa potem bi se mogel še enkrat iti noter pa kupiti še od Celja do Velenja. Ampak to je tudi specifika za naš prostor, ker pa to, da gre za recimo temu javna sredstva oziroma državna podjetja, ker to si privat podjetja ne bi dovolila, zato ker so odvisna od tega, od uporabnikov, od količine prometa itd. Njih pa pač, na koncu bo statistika na letni ravni, pa bo rekli, ja, zmanjšalo se nam je število potnikov za 2% letos, COVID je kriv. Imamo pa aplikacijo Easy Park, tako da parkira se enostavno. Ja, ampak to je tudi privat zadeva. Ja, in je user-friendly, a ne? Ja. Je user-friendly. Ampak Easy ride pa ni. Dobro, zdaj počas
pišemo skoraj da strategijo, čeprav se zdaj malo zdi, kot da se pritožujemo nad tem, kaj ni narejeno, pa iščemo rešitve, pa mogoče pridemo kam. Zdaj, dajmo reči še kaj o energetski revščini. Zdaj, jasno je, da prej ali slej se bodo spremembe morale zgoditi, to so vajni odgovori povejo, upajmo, da prej kot pozno, ker bo to koristno verjetno za vse, ampak s tem se ne sme povzročiti energetske revščine. Kaj energetska revščina zares je in kako se temu izogniti v prihodnosti? Ja, nimamo se še sprejete definicije v Sloveniji, tudi večina drugih držav nima sprejete, ampak v splošnem govorimo, da je gospodinjstvo energetsko revno oziroma se sooča z energetsko revščino, če ne more ali pa težko zagotovi svoje osnovne energetske potrebe, to je vezano seveda na ogrevanje stanovanja, vode in pa na porabo električne energije. Torej obstajajo različni indikatorji, kako to meriti, različni indeksi. Primerjalno gledano recimo z drugimi državami, če upoštevamo vsaj te glavne indekse, je Slovenija v spodnji polovici med državami Evropske unije, kar je seveda logično. Nismo na koncu, Bolgarija je vedno zadnja po vseh statistikah, nažalost za Bolgarijo. Ampak vezano je torej na tri vzroke, na prihodke gospodinjstev, na energijsko učinkovitost domovanj, torej koliko energije porabijo, in seveda na cene energije. Zdaj, ta komponenta se nam je v zadnjih mesecih drastično spremenila in seveda še precej poslabšala situacijo in statistiko, ne nazadnje. Ampak recimo, če bi rekli, gospodinjstva, ki za svoje energetske potrebe namenijo več kot 10% svojih prihodkov, je nekako veljalo do te krize, da je to približno tretjina gospodinjstev v Sloveniji. Ampak s tem indikatorjem, ne moramo ta indikator uporabiti v vseh državah, uporabljali so ga v Veliki Britaniji, kjer je bila ta številka seveda nižja, ker imajo višje prihodke, v Bolgariji recimo potem po tem indikatorju 90% gospodinjstev energetsko revnih. Zdaj, tudi če nimamo definicije, ampak se dela na njej, naslednjo leto bo sprejeta, ker je se premaknalo precej zadev na tem področju, torej tematika je bila vključena v nacionalni energetski in podnebni načrt. Trenutno se izvaja projekt priprave strateških podlag za razvoj ukrepov za energetsko revščino, kjer smo torej ta konzorcij koordinira Center za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, Inštitut za ekonomske raziskave in pa Fokus. Torej, smo zraven, MZI je pa dal to javno naročilo ven, da se pripravi, da bojo potem sprejeli definicijo in indikatorje, kako se bojo zadeve merile in pa neke cilje na tem področju. Kar pa tudi ne pomeni, da se nič ne dogaja v Sloveniji, torej ukrepi so, izvaja jih Ekosklad na državni ravni. Mi sicer izvajamo že več kot 10 let evropske projekte na to temo in jih tudi koordiniramo in nekaj vključujemo to praktično dejansko pomoč gospodinjstvom na nek način z energetskim svetovanjem, pa obiski, pa napravami od LED sijalk do tesnil za okna, varčevalnih nastavkov za pipo in podobno, pa ta strukturna raven, policy raven nam je zelo pomembna. Torej, situacija se bo zdaj zaostrila in tudi ti energetski voucheri so nek kratkoročni odgovor na to, sicer zelo pozni in mogoče ne čisto do konca domišljeni, ampak prepotrebni, bi rekel, in smo tudi vlado pozvali že februarja lani prvič in potem oktobra lani drugič, da vzpostavi eno tako shemo, ker že zaradi COVID ukrepov smo bili večino časa doma, kar pomeni, da se nam je raba energije zvišala doma. To za nekatera gospodinjstva je že to predstavljalo problem. Cene energije se ne bojo, kot kaže, vrnile na predkrizno raven, torej bojo ostale višje in to pomeni še večje število gospodinjstev, ki se soočajo s težavami. Problem je potem tudi v tem, da je zmanjkalo sredstev za izvedbo ta glavnega ukrepa Ekosklada, torej je treba nekako zagotoviti sistemski pristop, sistemsko financiranje zadev in pa ta tema bo zagotovo morala dobiti bo morala biti postavljena še više na agendi, kot je trenutno. Čigavi agendi? Agendi odločevalcev, torej minister... Politični?
Ja, zagotovo. Ja. Mislim, ker država vzpostavlja ukrepe, mehanizme za pomoč, zagotovo. Ampak problem je bil že v tem, da torej, to je na nek način padlo na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je odgovorno za področje energije in to izhaja dejansko iz EU direktiv. Je moralo vključiti to tematiko noter, ampak bi se zelo radi rešili tega problema in ga predstavili na MDDSZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kjer pa dejansko nimajo nič kaj znanja in izkušenj na tem področju in bi tudi radi se ne preveč vključevali, tako da ni vzpostavljenega zelo dobrega sodelovanja med temi ministrstvi, kar tudi pomeni potem, da niso vsi ukrepi v celoti premišljeni tudi iz nekih drugih zornih kotov. Ampak vseeno, moramo reči, da dejansko nekateri ukrepi, ti programi, ki jih izvaja Ekosklad, so, tudi če imajo neke svoje probleme, ampak so prepotrebni in dobro zasnovani in tudi primer dobre prakse v Evropi. Ne, sem razumel, da hočeš nekaj povedati, imam pa jaz vsekakor vprašanje tudi. Ampak če bi kaj rekel na to, izvoli. Na energetsko revščino vprašanje. Ja. Mi se pogovarjamo o kakovosti notranjega okolja v stavbah. In pač toplotno okolje, kakovost zraka, zadostna osvetljenost, akustično ugodje. To je neločljivo povezan z strukturo stavbnega fonda v Sloveniji. In ta del mislim, da je pomemben tukaj. Mi moramo vedeti, da je 4/5 pa še več stanovanjskih enot v Sloveniji so v hišah. In mi imamo zelo razpršen vzorec poselitve, kar je z vidika trajnostnega razvoja ali pa nekega vzdržnega v redu, super. Ampak te hiše so velike povprečno 163 kvadratnih metrov. In so pač velike hiše imamo, ker se je pač zidali to za več generacij in tako naprej. Ne. Približno polovico lastništva stanovanj so pa upokojenci. In tukaj pridejo pol izzivi s tem povezani. Vemo, že Jazbinško zakon, tako naprej, lastništvo, mi imamo med najvišjimi deleži lastništva stanovanj. Ne vem, jaz ne bom sodil, da je to dobro ali slabo, ne? Ampak z vidika tega, da imaš ti nizke prihodke, pa imaš veliko nepremičnino za vzdrževati, pa težko investirati. Ne? Mi se ukvarjamo s tem, kako se spodbuja investicije v obnove stavb. Ne? In to je precej lahko problematično. Zato je mogoče treba malo shiftati koncept, povezan z energetsko revščino. Ne? Zdaj, dajati denar, kot so te voucheri, dolgoročno to ni vzdržno, ker to so subvencije energetskim podjetjem, ki so čist brez veze, če so državne, itak. Ne? To je samo pač kolaično. Mi se moramo začeti pogovarjati kakovost notranjega okolja, zagotavljanje kakovostnega notranjega okolja. A je to ena od enih naših, če temu rečemo, temeljnih storitev, ko jih potrebujemo, tako imamo, lahko gremo v šolo, lahko gremo v zdravniku, imamo javni transport, recimo, imamo zagotovljeno notranje okolje. To ne pomeni, da imamo 25 stopinj, ko je zunaj -15, ne? To je nekaj drugega. Pa kot si že na začetku rekel, pa ne morem premalkrat poudariti, je pa nekaj revščina, nekaj pa ekscesna raba. Jaz mislim, da moramo priditi slej ko prej k tem, da je drugačna cena energije za zagotavljanje nekih osnovnih storitev ali pa za, kot sem rekel, toplotno črpalko, ki je ful učinkovita, ampak ogreva bazen doma. Ne more biti to isto. Ne? Zdaj, kako to narediti, znormirati pravično, to ni enostavna naloga. Ne? Ampak jaz mislim, da je treba v to smer iti. Tukaj se da tudi mobilizirati podjetja za svojo inventivnostjo, v smislu, to recimo Švedi že začenjajo delati. Pri nas se začenja energetsko pogodbeništvo, kjer zasebnik investira v zagotavljanje prihrankov ali pa proizvodnjo OVE, karkoli. Da se začnemo pogovarjati o zagotavljanju notranjega okolja, ali pa kakovosti notranjega okolja. Jaz rabim 21 stopinj takrat, ko sem doma. Poenostavljeno povedano. Kako je to narejeno? Kdo naredi? Je pa stvar potem recimo podjetja. Ne? To pa lahko tukaj pridejo zanimive sinergije, tudi z regulatornimi ukrepi država, karkoli. Da spodbuja neko, da mobilizira inventivnost podjetij za nek tak cilj. Ne? Potem jih pa lahko subvencionira, recimo. Ne? Mogoče še zadnje vprašanje, pa povabim publiko, da kaj vpraša. Zdaj govorimo o problemih, govorimo malo o rešitvah. Velikrat v Sloveniji pridemo do tega, da smo že zelo pozni ali pa prepozni, pa da bi mogli delati, da so rešitve na dolgi rok, ampak jih
prav zato ne uvedemo. Zdaj, zelo konkretno vprašanje, kaj bi vsak od vaju naredil najprej, če bi imel moč odločanja? Na katerem sektorju? Vaju noben ne bo prav zelo držal za besedo, ampak to, kar si moje razmišljanje ni za javnost, je politično nekorektno. Ampak ok, če ostanemo na neki normalni ravni diskurza. Torej zagotovo na prvo mesto postaviti ne samo učinkovito rabo energije, ampak dejansko zmanjšanje rabe energije, kar pomeni izvedba infrastrukturnih ukrepov, kar pomeni tudi naslavljanje rabe oziroma navad, vedenja posameznikov, ne samo doma, ampak v vseh sferah in sektorjih. Drugo je dejansko končno začeti z normalnim razvojem sektorja OVE. In zdaj bom spet šel na kritiko tega, kar se dogaja. Torej, Slovenija je zadnja, kot sem že rekel, glede na delež električne energije proizvedene iz sonca in vetra. Slovenija se je za svoj cilj v NEPN-u zadala, da bo za 2% zvišala svoj delež obnovljivih virov energije iz leta 2020 do 2030. Slovenija že leta 2020 ni dosegla svojih ciljev in dejansko namenila Češki 5 milijonov evrov za statistični prenos tega deleža, ki nam je manjkal približno 1%, torej bravo za Čehe. No, 2% bomo zvišali, torej na EU, 2%. iz 25% na 27%. Na EU ravni je bil cilj določen na 32%, Slovenija se je odločila za 27%. Samo Malta ima nižje zvišanje, 1,5%, torej vse druge države več. In že ta cilj 2% večina ljudi na ministrstvu ocenjuje kot ambiciozen. In dejansko razvoj v zadnjih 2 letih govori, da nismo niti blizu tega, kar bi morali delati, zato da dosežemo ta 2%. Pa smo izgubili zdaj 2 leti, torej 2030 bo naenkrat tu. Pa ta cilj 32% na EU ravni ne bo držal, zato ker je bil vmes sprejet Fit for 55 paket. Zgodila se je kriza v Ukrajini, kar pomeni nova komunikacija strani Evropske komisije, Repower EU, kjer solarizacija dobiva še bolj pomembno mesto, kar pomeni, da se bojo cilji verjetno še zvišali znotraj paketa Fit for 55, ki bojo šli torej z 32 na približno 40%. Torej bo Slovenija tudi morala zvišati te cilje. Ne vem kako s trenutnim tempom aktivnosti na tem področju. In to me pač žalosti, jezi. Zato sem rekel tudi, da moj prvi odgovor ni v javnosti. Ja, nakratko, obdavčiti je treba onesnaženje pa koriščenje naravnih virov. Tako, se pravi, vključiti zunanje stroške v ceno proizvodu, nekaj lahko za vgrajeno energijo. Recimo, to je ena smer. In mogoče bi lahko pripravljal se nov pravilnik učinkovite rabe energije v stavbah, pač govorim iz stavb, ker to poznam, ne, da bi v energetskih izkaznicah bila, ki bodo pač nove, predpisana tudi vgrajena energija. Ker podnebju je vseeno, ali mi emitiramo zdaj, ko med fazo obratovanja, ali pa da smo zgradili vse to, ne, ker tudi v vgrajeni energiji pa snoveh se treba pogovarjati. Ne, in realno konc floskul o krožnem gospodarstvu, nek živ Bog ne ve, kaj je to, ne, ampak dajmo govoriti o kroženju snovi. Kako lahko ta mizica postane nekaj drugega, ne, pa živi še naprej, kako lahko popravimo, razdremo, naredimo nekaj drugega. To je, ni pa to nekaj, kar lahko narediš takoj, pa niti ni enostavno. Ampak moramo, ker nimamo izbire. Hvala. Publika, če je kakšno vprašanje, zdaj je tisti čas, ko imate to priložnost. Hvala. Ampak bi začela z enim čist takim praktično slovenskim. Imamo večstanovanjsko stavbo, kjer je ta, kaj je že sklad, ne, skoraj prazen, 20 let staro kotlovnico na nafto, brez dodatnega ovoja za toplotno izolacijo. Kaj lahko naredi zdaj čim prej? Pa kdo bi pri tem pomagal?
Omenjeno energetsko pogodbeništvo, Ekosklad ima razpis za pilotne projekte energetskega pogodbeništva in to je idealna kombinacija, ker je tudi oskrba, ker pri nas v bistvu pogodbeniki se lažje grejo oskrbo z energijo, ker zagotavljanje prihrankov je bolj zakompliciran, ker imaš potem še uporabnike, ne? In to se skombinira z kotlovnico na lesno biomaso, recimo, energetska sanacija, se pravi ovoj, prezračevanje, pa kredit na rezervni sklad. To funkcionira v Sloveniji, izziv je, vprašanje je, kako je lastništvo, kako zorganizirati lastnike, navadno so te razpršeni neki individualcev, neki raznih, ne vem, občinskih skladov ali pa državnega, ampak tudi to so modeli in to je možno. Naučili smo se, imeli smo Horizon projekt ravno na tem, v vsakem bloku je potreben samo eden, mi smo rekli lokalni heroj, kaj je to, local hero, entuzijast, vseeno kdo, vlečni konj, v eden na recimo 50 stanovanj smo je primer, ne? Samo ena oseba mora biti predana, da to žene naprej in se da. Vso podporo se da dobiti, tehnično, karkoli, finančno, kredit, vse to špila. Ampak mora biti pa nekdo, ki vzame ta projekt za sebe in ga žene in potem se naredi, no. Imamo kar nekaj primerov tega, no. Ja, ker investirajo zraven, ne. Mislim, nov stanovanjski zakon je, bilo je 70, če se ne motim, zdaj pa mislim, da 50%, no. Tako da to se znižuje, se izboljšuje v tej smeri, no. Delež se je zmanjšal, sigurno. Zdaj, ali je na 55, ali je šel iz 75, ampak znižal se je, sigurno, no. Tako da rabite pa nekoga, ki to facilitira ta proces, no. Tako da ja, se da. Izvoli. Jaz bi šel vseeno se na sistemsko raven, ker debata na sistemski ravni pa ne bi zdaj šel na vprašanje, kaj lahko vi naredite za mojo vas, ali kaj lahko vi naredite za moj blok. Vseeno mislim, da je problem večji. En slon je vseeno v sobi, ki mislim, da se ga tudi vidno nista dotaknila. Ker vsa ta vprašanja, pa vsa debata zdaj gre v smer, ja, če je en, ki poriva, ali pa je to lahko naredite tako, pa tam se je treba prijaviti, pa čakati, pa vse vam bo šlo, vse je delež že nižji. Tu je en slon, res en velik slon in to so tudi te cele volitve. Jaz trdim, da te volitve sploh niso volitve, a bo Levica, a bo desnica, a bo Janša, a bo zdaj po novem Golob. Te volitve so kdo podpisal pogodbo za nuklearko. Čist nič drugega. Pač lahko se mi na televiziji kregamo, kdo ima kakšne rešitve, v resnici te volitve so kdo bo podpisal 20 milijard. In tu imam zdaj jaz en problem, ki je drugače tudi v proračunu zdaj Evropske unije predstavlja velik problem. In to je, oba bosta vedela, pred nekaj časa smo sprejeli Next Generation EU in smo v resnici 7-letnemu proračunu EU-ja dodali še skoraj en enak proračun, za katerega se zdaj bojimo po covidu, po trenutno Ukrajini in vse, da v resnici se tudi Evropa bo finančno tako fejst obremenila, da ko bo resnično prišla resnična kriza, ki je tukaj, ampak še vsi ne priznavamo, niti v Evropi nihče nima pojma, kje bomo denar dobili za resnično krizo. Ker vse to se nam trenutno zdi kriza, ampak finančno je to smešno proti temu, ki prihaja. In v Sloveniji enako, debato, ki jo jaz pogrešam, ali pa rešitev, ki še nihče ni dal na mizo, je ne, kaj mora vsak posameznik, vsak blok narediti, kako mora zbirati soglasja, ampak da v resnici nihče ni povedal, kje bo dobil 20 milijard za nuklearko. Ker EIB, Evropska investicijska banka, ne sme dati denar za nuklearko. Recovery Fund, Next Generation ne sme dati denar za nuklearko. Se pravi,
Slovenija jih nima, 20 milijard, vemo, da cel proračun je 12 milijard, pa od tega je 3 milijarde na kredit. Spravi, denara ni za nuklearko. Kljub temu je nuklearka edina rešitev, ampak denara ni. Še nišče ni povedal, kje bo dobil 20 milijard. Hkrati pa lahko, kot oba vesta, denar iz istih sredstev dobimo za solarno, lahko dobimo za veter. Evropska investicijska banka tudi premoga več ne subvencionira, te 6 so še uspeli zlobirati. Verjetno vsi veste, na kak način v zadnjem trenutku. Tega več ni. Premoga se več, ne moreš dobiti kredita. Lahko pa dobiš kredit, zelo visok, zelo dober, še vedno za sonce in veter in tako naprej. In evo zdaj vprašanje. Enako kot sem za naš povedal na začetku tistim princip. Če mi naredimo, če se država odloči, kot se je že odločila, ne glede kdo zmaga, da si bo nekje sposodila 20 milijard, kljub temu, da še niso povedali kje, pa kdo jim bo dal ta denar za nuklearko. Potem ni več osnovne šanse, in popravite me v moji zmoti, jaz bom zelo vesel, ni osnovne šanse, da dobimo še enkrat za 20 milijard. Zakaj sem po domače povedal 20 milijard? Ker kot sem sam povedal, Slovenija ima največji delež enostanovanjskih, se pravi ima hiš v EU-ju. Mi imamo hiš okoli milijona, malo več. Milijona, recimo. Z 20 milijardami čisto vse strehe postanejo solarne. In to, kar jaz govorim, je, da 20 milijard se da dobiti trenutno po boljših pogojih kot za nuklearko. Tudi se ve, kje jih dobiti. In zakaj nihče ne reče, da preprosto vam bomo naredili solarne strehe. Ne rabite soglasje, pa morate se sosedi prepirati, pa mogoče boste prišli na vrsto. Zakaj preprosto ne rečemo 20 milijard ne damo tja, ampak 20 milijard dobite vsi strehe, vsi. Zakaj tega nihče na glas ne reče? Ja, ne vem točno, kje začeti, ampak se strinjam glede jedrske energije, torej to ni niti približno prava opcija oziroma usmeritev, kamor bi morali iti. Vse ne vem, verjetno nima smisla, da razlagam zdaj vse možne argumente, zakaj ne. Verjetno 20 milijard ni čist prava številka. Uporabljajo precej nižjo, ampak tudi to nižjo, če damo krat 2, pa dodamo še gor 3 milijarde, še kar ne prijemo na 20, ampak vseeno se strinjam, da gre za megalomansko investicijo, ki nima kaj za delati. Torej, ne smemo se ukvarjati, ne bi se smeli ukvarjati s tem v času, ko moramo v 10 letih narediti vse, kar moramo narediti. In to je zelo veliko. Ampak s tem projektom vložili bomo noter čas, denar, torej vse kapacitete posameznikov, organizacij, podjetij, cela država se bo spet ukvarjala s tem projektom, ki dejansko niti ne vemo, a bo realiziran na koncu. Tako da to je zagotovo neka napačna smer, kamor se gre. Ne bi bil čist absolutno črnogled glede dogajanja po volitvah. In upam, da se ne motim tu. Niso vsi tako zelo za ta projekt, čeprav oni, ki so zelo za, verjetno še najmanj vejo o njem. Kar se tiče pa skrivanja finančne konstrukcije, ja, to je dejstvo. Tudi kar se tiče, kje dobiti denar, kot ste sami rekli, mislim, kredita ne bo. Tudi če se jedrska energija vključi v taksonomijo noter, so določeni pogoji tam. In Slovenija nikakor ne pride zraven, ker je med pogoji, da mora imeti plan, da bo dolgoročno skladišče za nizko in srednje, za visoko radioaktivne odpadke narejeno do leta 2050. Naš primarni plan je 2065, ampak itak se bo še zamaknil. Torej, mi itak ne moramo po taksonomiji dobiti sredstev. Kdo lahko, samo... Ne, ja. Ni v naši lasti, ampak je v lasti držav članice Nemčije, je rekel nedavno. Ja, direktor EIB je rekel, da se ne gre financiranje takih projektov. Vse je bilo tudi v medijih pri nas. Čak, samo še ena zadeva. Tudi, kar se energetskega dovoljenja tiče, torej noter je 1100 megavatni reaktor, plus minus 10%, samo torej 3 akterji delajo take zadeve. Eno je Westinghouse, ki pa dejansko ima samo 2 ali 4 izvedene reaktorje na Kitajskem in Kitajci dejansko delajo veliko od tega. Drugo je Rusi in Kitajci, torej ostanejo potem še
Westinghouse je že rekel, da pač oni ne kreditirajo, ne financirajo takih projektov, možno je priti do nekih kreditov strani njihovih inštitucij za razvojno pomoč globalno, ampak tudi to ne govorimo o vseh sredstvih. Rusi pa Kitajci nam pa zgradijo za svoj denar, ampak to je, kot da podpišeš pogodbo s hudičem, skoraj da. Ampak v trenutni situaciji tudi ni možno, da bi se šlo s temi dvojmi. Torej, Se strinjam. Ta tišina je veliko povedala. Ja. Westinghouse je šel v stečaj, ne? To je tako. tega reaktorja, tega tipa reaktorja. Jedrska, da se spomnimo, ne? Kako je se začela z atomsko bombo. Ne? To je izhodišče jedrske energije. Potem zadnjih 70 let pa poslušamo kak blazen bombo, ne? Tako kot poslušamo že 50 let v fuziji. To je pač neka prihodnost, že skozi. 10% elektrike naredi globalno, kljub temu, da poslušamo tudi že zelo dolgo, koliko je to super tehnologija. Če bi to vlagali v obnovljive vire, pa raziskave, kot smo vložili v jedrsko, tudi to je Euratom je ena od osnovnih pogodb Evropske unije, ne? Tako kot je jeklo in premog v štartu. Ne? Pač energija je pomembna. Ne? Če bi tukaj vlagali v R&D OVE, bi bili mi že 100% na OVE. Sam tok. Je pa neločljivo povezan, tako je nafta, industrija, vojska je tudi jedrska, pa vojska, to je pač neločljivo povezan skozi. Slovenija je najmanjša država, ki ima jedrsko tehnologijo, ne? In zato smo pomembni, ne? Ker pač lahko se nekomu odpele, pa tiste zadeve iz Krškega tros okrog. Hipotetično je možno. Zakaj se sploh pogovarjamo, da postavljamo jedrske elektrarne? Zato, ker pač v ceni elektrike ni vključeno ravnanje z odpadki. Samo zato. Mi prenašamo zadeve za nizkosrednje za nekaj 100 let, visoko, se pravi gorivo pa za nekaj 100.000 let. In nimaš sploh ekonomskega modela, da boš to zračunal. In to je totalno neetično, da se v to gremo. Ne? Drugo pa je, da so določeni akteri zelo pomembni s tem. Ne? Ker potem toliko smo gledali Černobil film, ne, so fiziki ful pomembni, ne, ko so cari in vlada, ampak nimajo pa, so pa znanstveniki in oni vejo vse. Ne. Jaz sem tudi navdušenc nad jedrsko do 20 leta, ne, ker sem pač iz tehnike izhajal, bil sem na ogledu, ampak potem sem pa šel na en dogodek nevladnikov in začel razmišljati, da so še druge implikacije. Ni samo tista tehnika, pač jedrska je zelo slaba termoelektrarna. Ne. Tako da pa bomo morali pa še z vsem tem nekaj narediti. Tako da mislim, da je ta vojaški del bistveno podcenjen in ga tudi skrivamo kot nek slon, ne? Ampak je. Topoljev, ki je padel dol v Zagrebu, ne? Če bi šel še 30 km naprej, ne? Bi imeli kar problem lahko, zelo na hiter, zelo velik. Še kakšno vprašanje? Ja? Jaz se opravičujem, jaz še zdaj ne vem. Pa me je on spodbudil s svojim vprašanjem. Se pravi, koliko denarja rabi ena Slovenija vložiti za to, da bi, ne vem, rečemo, je to sploh fizično možno, rekli, država časti vso fotovoltaiko na vseh strehah in smo mi svojo elektriko rešili. Fizično je, mislim, je možno, ja, ker imamo nas... Imamo s tem pokrite potrebe? Ja, imamo. Ampak potem moramo pa shranjevati, moramo proizvajati vodik iz presežkov. Ne? Ker imamo pa tudi lokacije, kjer bi to delali in s tem vodikom pa lahko delamo sintetična goriva, ki pa tudi pokrijejo avtomobile. Zato, ker to je iluzorno pričakovati, da bomo mi zamenjali vse avte na električne. Ker jih ne bomo, še 30 let. In moramo ta goriva pač nekako narediti. In recimo Bosch kot pač ena velika firma, ne, že dela na tem. In to se dogaja. Zdaj ni to tehnologija zrela, ki jo lahko kupiš takoj, ampak to bo v 5 letih tu. In je zdaj stvar, a bomo na tem ali ne bomo. Tako da vodik pa sintetična je prihodnost iz sonca. Rumeni vodik. In kakšna je to investicija, recimo, je lahko ocenite tako na uč? A je to 20 milijard ali to manj? Mislim, ne morem na uč oceniti, ampak stvar je tudi, ko imaš pa obratovalnega stroška. Ne? Pa prvič rečeno, kdo ti da denar? Kakšne imaš lokalne multiplikatorne učinke? Ne? Recimo, če imate ogrevanje bloka na olje, je tisto, ko pripelje olje zasluži. Če imate pa nasekance, je pa lokalen lastnik gozda, lokalen predelovalec
denar kroži lokalno, ne? In te učinki so bistveno bolj pomembni kot pa to, da zdaj gorivo kupim, ali je jedrsko gorivo, ne? Ali je to nafta, vse isto v končni fazi. Ne? Je pa res, da se potem razbije neke te vzvode moči. Zato se pa pač upira vsemu temu. Ja, samo prej smo se malo dotaknili demokratizacije pa decentralizacije. Ravno to je to. Torej, demokratizacija pomeni, da se ne bo več en akter odločil o dejansko usodi energetskega sektorja v državi, in to je državno podjetje, ampak da moč pridobijo tudi drugi akteri, torej izven te neke ozke skupine, ki je do sedaj obvladovala. Torej, če imamo dva državna energetska podjetja, ki imata koncentrirano lastništvo skoraj so proizvodnjo električne energije, je logično, da bo ta imela zelo velik vpliv tudi na odločevalce. Plus gre za državna podjetja, tako da je povezanost itak. Ampak če imamo pa naenkrat, in zdaj že imamo, 10.000 proizvajalcev električne energije iz sončnih elektrarn v Sloveniji, to ne pomeni, da so močni ali pa kaj. Pomeni pa, da so nastavki za to, da kot celota postanejo močnejši in pridobivajo vpliv. In se tudi njihov glas pozna pri odločanju in sprejemanju odločitev za prihodnje. A ne? In verjetno prav te skupnostne elektrarne še povečajo moč tega vpliva, ker so zadaj lahko občine in skupnosti ljudi, pa zadruge in tako naprej. Ja, tako. Torej, zelo jasno je bilo to recimo v Nemčiji, kjer so v OVE sektor vstopali bolj kot ne akterji. Oni imajo 4 ali 5 teh velikih elektroenergetskih podjetij, ki so vladovali celo državo. Reklo se jim je 4 ali pa 5 big fat cats, kjer profit je bil konstantno velik. Ampak oni so nekako niso hoteli iti vlagati v sončne elektrarne, vetrnice, ker to je bil za njih small business. Oni so obvladovali celotne sektorje. In v ta sektor so prišli pa drugi, torej akterji izven elektroenergetskega sektorja, obenem so proizvajalci teh tehnologij postali precej velika podjetja, torej sončnih celic pa vetrnic, to so velika podjetja postala in so ta začela dobivati moč. In so začele imeti tudi večji vpliv na same odločevalce, zato so se tudi politike bolj usmerjale tja v ta sektor in v razvoj tega sektorja itd. Zato pa je Nemčija znana kot glavna promotorica OVE, to, ker si lastijo velikšen delež proizvodnje teh tehnologij. No, ampak kar pomeni pa je, da je tudi ta sektor akterjev, ki so pa začeli s proizvodnjo električne energije, torej ki si pa lastijo te proizvodne enote za proizvodnjo električne energije, so tudi začeli dobivati vpliv. Obenem so postali precej bolj konkurenčni od teh velikih podjetij, ki so naenkrat gotovila, iz premoga pa ni več toliko finančno ugodno proizvajati električno energijo, kuponi se višajo, vedno večji bojo in so morali začeti tudi sama s prestrukturiranjem lastnih podjetij na zdrav del, ki se je usmeril v OVE, in na ta del, ki se bo počasi zaprl, to so velike premogovne elektrarne in v Nemčiji tudi jedrske, ki so pred zapiranjem. Še kakšno vprašanje? Aha, še dve, ja. Koliko časa realno bi rabili idealno, da se vzpostavi nek sistem OVE, ki bi zadostoval našim potrebam? In pa kaj se zgodi z odpadki oziroma odsluženimi elektrarnami? Ja, mogoče začnem pri tem zadnjem delu. Torej obstajajo standardi, sistemi za recikliranje materialov. Več kot 95% materialov oziroma materijala se da zreciklirati. Zdaj, zakaj se še ne govori veliko o tem? Zato, ker še ni konec življenjske dobe večine teh elektrarn. Torej, ko bomo se bližali temu, se bojo tudi te zadeve vzpostavljale precej širše, kot se sedaj. Ampak že sedaj obstajajo neka zbirna mesta, kjer je možno to predati in gre naprej v reciklažo, ampak kot pravim, tega zaenkrat ni veliko in se večinoma tudi skladišči, da se bo kasneje dalo. Govorimo o sončnih elektrarnah. Koliko časa rabimo, je pa ne morem podati nekega odgovora, ker je vse pač povezano s celim ustrojem. Torej, ne kar je tehnično možno je že iz danes na jutri zelo veliko narediti, ne vse. Ja. Ampak
če gledamo, kaj treba narediti, je do 2030 moramo mi zelo veliko narediti in dejansko v tem sektorju narediti take preskoke, zelo velike. No. In v tem času se da narediti in sproti reševati probleme, ki nastajajo tudi zaradi tega, ker je zelo velik, ne vem, proizvodnja elektrike iz sonca v določenih trenutkih in podobno. Ampak zadeve se dajo in večina držav bo to naredila. Mislim, moramo si naliti čistega vina. Večina držav bo to naredila. In zdaj je na nas, ali bomo ponovno zaostajali in to pomeni tudi plačevali njim na nek način, zato ker bojo razvili neke storitve in podobno, produkte, ki jih bomo morali kupovati od njih, ali bomo mi zajahali ta val in dejansko končno enkrat, torej tudi če ne pionirji na področju, ampak zelo blizu tistim, ki bojo vodili na tem področju. Verjetno ne tvegam preveč, če rečem, da bomo z zaostajanjem na tem področju tudi ekonomsko zaostajali. Ja, mislim, to je čist povezano. In tudi recimo, če gledamo prestrukturiranja premogovnih regij, so primeri izredno dobrih praks in so primeri izredno slabih praks. Ampak vedno je treba, v teh primerih je bilo vedno ključno dejstvo, da, torej v primerih dobrih praks, da so lokalni akterji, torej ne more to priti od zunaj, to more priti znotraj regij, imeli nek koncept razvoja, ki so mu potem tudi sledili in ga uresničevali. In če nimaš tega koncepta, če nimaš cilja, je zelo težko potem in delati prave korake in jih delati dovolj hitro in vse podobno. Pri nas pa vidimo, da smo imeli itak problem s 100-letnico glede zapiranja Teša, zapiranje v Zasavju se je že zgodilo in že to je bilo prestavljeno ne vem kolikrat in šele potem so zaprli, zbirala so se sredstva, porabljala so se sredstva, različni vzroki so bili za to, da je na koncu bil polom, od tega, da je prišla finančna kriza in dejansko je del denarja izpuhtel, od še večja krivda dejansko na slabem managementu zadev in izvajanju novih projektov, ki se potem niso uresničili. In zdaj že ne vem kako dolgo časa govorimo, da ja, tam je bila pa praksa zelo slabo izvedena in dejansko rudarji so šli na konec in se zaprli v jamo in protestirali na ta način. Zdaj upamo, da se v Velenju ne bo ponovila podobna zgodba. Prej na poti sem slišal, da ima Teš težave z insolventnostjo. Ja, Teš dela minus, odkar so zalaufali Teš 6. Jure, izvoli. Kdaj je, 10 let imamo, v resnici za vse to narediti, samo pa zavedati, da sistem oskrbe z energijo vzdržuje našo civilizacijo. Ko smo začeli obvladovati energijo, smo se razmnožili pa si dvigli kakovost življenja, če poenostavljam povem. Da to dosežemo, tega ne more narediti tehniki, pa jaz sem tehnik v osnovi. Potrebno je interdisciplinarno pa medsektorsko sodelovanje. To je ključno tukaj, ker problemi so tako kompleksni, da jih ne more ena disciplina reševati. Kar se tiče tega vlaka ali vala ali kaj, jaz mislim, da smo že zadnji, tam se že luknja dela, ampak ampak vseeno, zdaj dlje ko čakamo, slabše, draže bo, ker bojo tveganja so prevelika, da ne bi nič naredili, pa da bi šli po ustaljenih modelih. No. Tako da kot rečeno, v štartu do 20% fotovoltaike načeloma ni problem, do 10% celo koristno za omrežje. Tako da to nimamo izgovora v resnici. No. Videl sem še eno vprašanje, izvoli. Jaz ga precej dobro vidim, tudi precej sem v kontaktu z njimi, ampak ne postavljam pa jaz ljudi na mesta. Vse kot sem že prej omenil,
ta revolving door med državnimi podjetji in funkcijo na ministrstvu je zelo problematična zadeva za Slovenijo, zato ker naš ta recimo politično-korporativni sistem ne temelji na tem, da pridejo na pozicijo ljudje, ki so sposobni, ampak pridejo na pozicijo ljudje, ki so naši. In to pomeni, da se pač podjetje upravlja naprej po nekem modusu business as usual, torej ohranjanju statusa quo, ker tam ne moreš ga kiksnati preveč, a ne? Torej vsi vejo, kam morajo delati. Spremembe bojo dosegli drugačni ljudje, ne taki, ki bojo politično nastavljeni, kot se je pri nas to trenutno dogajalo. Oziroma trenutno pač skozi daljše obdobje. Mogoče bi bilo pa treba spremeniti same strukture, kakor so v bistvu narejene. Mislim, pač ta ministrstva, kakor so ustrojena, mislim, ta v bistvu ta hierarhija. Ampak v bistvu rabi več te horizontalnega v bistvu upravljanja. ja, zagotovo in medsebojnega povezovanja, ampak kdo bo, struktura sama sebe ne bo šla spreminjati, ker ne vidi problema. Ja. Zelo velik problem. Zato imamo volitve. Tina, prosim. Jaz zdaj, kakorkoli, se pravi, smo spet kure pa jajce pa tako naprej. Jaz, kakor razumem zadevo, se pravi, se v naslednjem mandatu, kdorkoli bo priplaval gor, nekaj zelo bistveno ne bo zgodilo na vladnem nivoju. Ampak, če se vrnemo nazaj na skupnostno, zadružno, ne vem že, kako je bilo ono prvo v Hrastniku, ki ima pač za to prvo mesto, ta projekt ne izhaja iz države. Ne izhaja iz vlade, iz vladnih projektov, iz vladnih ne vem koga. Se pravi, treba je iti nazaj na občine, na občinske nivoje. Treba je iti ponujati, se pravi, v bistvu bi moglo biti, nekdo bi se mogel spomniti in iti od občine do občine in pogledati, aha, vi imate te in te strehe na voljo, mi gremo lahko v projekt, skupnostni projekt, če vi izberete, ne vem, 200 akterjev, vam naredimo to in to elektrarno. Se pravi, treba je izobraziti lokalni nivo. Ja, dela se na tem področju, torej, ja, mislim, bottom-up pristop je potreben, pa ta drug tudi, top-down tudi. Oboje. In mi delamo precej z občinami, torej ti neki skupnostni projekti so del enega našega večjega projekta. In torej v Hrastniku hočemo štartati s prvim primerom iz polja energetike in širiti to. In dejansko že komuniciramo zadevo že dlje časa, torej da se zadeva dogaja. Zainteresiranih je že precej drugih akterjev, ampak ne morem reči, da smo zdaj mi tu edini aktivni. Tudi recimo Golea, lokalna energetska agencija Goriške, izvaja en podoben projekt v Kopru, kjer poskušajo na podoben način ustvariti tam zadeve naprej. Treba je izpostaviti tudi GEN-I, ki je zelo aktiv na tem področju, zagotovo, in brez enega takega korporativnega motorja, kot je to podjetje, bi bili še precej bolj zadaj, kot smo trenutno. Torej, ja, pač ni dovolj, da je sam, ne vem, akter iz civilne družbe ali pa akter iz podjetja, ampak je treba to širiti na čim več sfer, zato da se nekaj premakne. In dejansko se kaže, da ne glede na to, kakva bo strategija države itd., ampak na občinskih, lokalnih ravneh se da precej doseči. Zelo veliko. Obstaja teorija razvoja, quadruple helix, se pravi četvero spirala. To je ravno to, medsektorsko akademija kot knowledge provider, tisti, ki znajo in pomagajo, javno, lokalno, državno, kakorkoli, nevladne organizacije kot ljudje, družba, pa gospodarstvo. Ti akteri skupaj lahko, in so modeli, se dogaja, ali sistematično ali ne, pa drugo. No, naj bo to zadnje vprašanje. Evo, prosim. Jaz bi rada samo en fragment mogoče tega problema, ki ga imamo, ali pa stanja zatečenega, povezanega z energijo, zlasti z elektriko kot tržnim blagom. Tega se mogoče nismo dotaknili. Nekako zdi se, da je elektrika, imamo nek občutek,
itak, ali pa ne govorimo velikokrat kot o krompirju, to, kar proizvedemo, bomo pojedli. Mi tukaj v bistvu uporabljamo verjetno, če imamo svoje elektrarne, elektriko, ki je v bistvu del nekega trgovanja, ki se ga v bistvu uporabniki verjetno ne zavedamo. Mene zanima, kako je s tem dejstvom, to percepcijo ali pa to, da je pač elektrika eno tržno blago, da je tukaj akterjem, ki na tem trgu sodelujejo, tako proizvajalcem kot tem vmesnim trgovcem, ekstremno velika želja, da se verjetno status quo ustvari in v bistvu koliko ta segment diktira našo usodo tudi v smislu razvoja in zaviranja, recimo, ne vem, tudi tega, da se krepi omrežje, drugoletnih vlogljanje sonca in tako naprej. Ja, mogoče dal bi oceno, da dejansko pred liberalizacijo trga, torej zdaj si lahko izbiramo ponudnika, kar pomeni, da morajo med sabo tekmovati in ponuditi neke storitve, produkt, ki bo interesiral končnega uporabnika. To pomeni, da se na ta način tudi omogoča razvoj novih storitev, produktov, ki so bolj zeleni, zato ker vedno več ljudi bi rado šlo v to smer. Ampak ja, dejstvo pač ostaja, da sploh zaradi liberalizacije je to nek trg, ki je sicer reguliran, ampak podjetja služijo denar tam. Ne gre vse v to smer. Kar sem hotel dodati je, da na EU ravni poteka zelo veliko debat v smeri, da energy for all, torej energija za vse, da ni to več samo tržno blago, da je to dejansko neka osnova, neka dejansko skoraj da človekova pravica, ker brez energije pač ne moremo živeti enako kot brez hrane in brez vode. Ne. V trenutni civilizaciji to ni možno. Zato tudi govorimo o energetski revščini, o tem bolj socialnem vidiku, vezanem na rabo energije, na energetski sektor in podobno. In zato tudi te teme prihajajo noter. Torej, zavedanje, da energijo dejansko rabimo, ampak da to vleče za sabo in finančne in socialne posledice in podobno, ki jih je treba reševati. Zato se potem razvijajo ukrepi, zato nam je EU rekla, da more tudi Slovenija delati na področju, oziroma ne Slovenija, vse države na področju energetske revščine. Slovenija je že predtem nekaj delala na tem področju. Tako da, ja, torej pred liberalizacijo trga, pa ko ni bilo možno izbirati ponudnika, pa tudi dobavitelju ni bilo interesu, da karkoli spreminja. Mislim, se si moral biti pri njem. Ampak je pa zanimiva dinamika, ko sem bil v Švici, v njihovem elektrodobavitelju Zurich, oni še nimajo liberaliziranega trga, ampak se zavedajo, da prej ali slej bo prišlo in so že, torej tudi če nisi mogel iti stran od dobavitelja, moral si biti tam, ampak oni so začeli z razvojem nekih progresivnih produktov, storitev, od skupnostnih sončnih elektrarn do elektrike sami iz obnovljivih virov energije, torej paketov pogodb, ki so vezani samo na OVE in podobno, ker so se zavedali, torej toliko inputa so dobili strani svojih odjemalcev, da si to želijo in so to začeli zagotavljati. Obenem se že pripravljajo na proces liberalizacije, ki pa zaenkrat časovno še ni uokvirjen, torej ne vejo še kdaj bo, ampak vejo, da enkrat bo in bolje, da so naprej pripravljeni, bolje, da jih uporabniki že sedaj prepoznavajo kot progresivne, kot podjetje, ki skrbi za svoje uporabnike in ponuja tisto, kar želijo. Ampak to ni primer prakse v večini drugih držav. No. Še eno vprašanje? Jaz imam eno vprašanje, ampak to je pa čisto drugo. Če mi lahko mogoče gospoda razložite, zakaj rudnik ni primeren za odlaganje nuklearnih odpadkov. Ja, glejte, Kater zdaj? V Hrastniku, Zagorju, Trbovljah, Velenju? Žirek smo kopali uran. Zakaj ni možno vračati odpadka uranskega oziroma nazaj v rudnik? Mislim, mene to že skozi prišli, pa zdaj statistiko fajn. Ja, Kratko. ne morem. Gorivo je tako koncentriran uran, da bo še nekaj 100.000 let pobil vse okrog. Imamo dve vrste odpadkov. Nizko srednje radioaktivne odpadke, to so rokavice nekoga, skafandri, posode. Ok, ni toliko zelo grozen. Samo gorivo, če se pogovarjamo. Katera konstrukcija bo zdržala 100.000 let?
Ja, kaj pa je pod zemljo? Voda, naprimer voda. Voda gre dol in pride nazaj. Se pravi, kamor pride nazaj, tista voda se kontaminira, pride nazaj, spet gre v maloro vse, kar je tam okrog. Geološko aktivno področje, zakaj to delajo recimo Finci? Poskušajo narediti odlagališče. Zaradi tega, ker je tam geološko stabilno. Pri nas imamo nuklearko na recimo prelomnici. Ne, na prelomnici. Ne moreš zagotoviti, da bo to varno za tako dolgo obdobje. Zato ne moremo kar nazaj dati. Tako, na kratko. Žiri pa Idrija je na znani prelomnici potresni idrijsko, ne vem kje. Jaz sprašujem, vse meni, Ja. karkoli. Mene čisto zanima, recimo, če lahko skopljemo tako globoko luknjo, da bi šlo to lahko noter, Ne. problematično. Mislim, vse luknjo bojo takrat kopali, ampak to mora biti nadzorovan objekt, kjer ne sme biti vpliva iz okolice. Ok, nizko in srednji radioaktivni odpadki 300 let, ampak to pomeni, da bo nekdo moral tam delati 300 let, a ne? Da bo skrbel, da je zadeva še vedno tam, da ni bilo problemov, da ni prišlo nič noter. Visoko radioaktivni odpadki presegajo dobo naše civilizacije. Ja, jaz bi zdaj, smo res že nekje porabili čas, ki je namenjen temu dogodku, tako da jaz bi se vam zahvalil za obisk. Mogoče je kakšen optimizem lahko najdemo v Sloveniji, vendarle smo na nekih področjih se odločili pa kakšno stvar premaknili. Upam, da to enotnost najdemo tudi na področju energetike in da nam bo uspelo do takrat, ko nam to mora uspeti. Hvala lepa.